Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Odpravila sem se na sprehod, na Sovkam polje, vmes vam bom pa še povedala, zakaj je pomembno, da vsak dan menjamo obutev. In pa tudi, katera obutev je primerna za kakšno podlago. Hoja zelo dobro vpliva na naše počutje in se priporoča prav vsem. Hoja, sprehodi in pa krajši pohodi ne potrebujejo nekega velikega finančnega zalogaja. Pogledamo v omaro in potem obujemo, kar pač imamo primernega in udobnega. Ključnega pomena pri izbiri obutve je pa vreme, pa letni čas, zahtevnost terena, čas hoje in pa seveda tudi podlaga terena. Tako, čevlji morajo biti dovolj veliki, da nas ne obžulijo, udobni, mehki in da se res počutimo varne z vsakim korakom. Superge so primerne za lažje terene, ker so take lahke, prožne, udobne in jih lahko nosimo cel dan. Nekateri modeli imajo nepremočljivo membrano, tako da so fajn tudi za v dež. Če ne, pa so superge primerne za hojo po mestu, po teh lahkih poteh, po raznih parkih, pa recimo trim stezah. Sama največkrat obujem tele superge, ki so take ful luštne, jih imam ful rada, so lahke in jih imam tudi tako za cel dan in noga diha, kljub samo, da so zaprti. In največkrat jih obujem v lepem vremenu, pa še kaj kombiniram s kako tako lepo majčko. Seveda ženskam je tudi pomembna barvitost pa usklajenost, tako da smo malo v stilu. No, te modre supergice obujem pa ob kakem deževnem vremenu, so že malo bolj stare, pa vseeno, da malo menjam, da ne rabim paziti na njih, mi pridejo tudi te zelo prav, ker so zelo take tudi fajn, udobne. So v bistvu tekaške, ampak jaz jih imam tudi za hojo. Ker pa imamo ljudje različna stopala, so pa v alpini strokovnjaki razvili pač ene take posebne binom čevlje, ki se prilagajajo različnim stopalom, nizkim ali visokim, ter ozkim ali pa širokim. Binomke in pa v glavnem večina teh planinskih čevljev od Alpine imajo vgrajen nek poseben vložek v cep, mu rečejo. Pa takole, če ga odstranimo, ima čevelj pol tudi večji volumen. Superge in binomke so ful take luštne in so primerne za lažje terene. Jaz pa tudi obojno obujem tudi kdaj za v službo, ker so mi všeč. Potem imamo čevlje, ki jih imamo za bližnje hribe, ki imajo malo bolj trd podplat, pa bolj oprijemljivo podlago za na skalo in pa za kakšno blato. Čevlji so taki nizki in za srednji teren in za bližnje hribe je to zelo en tak fajn čevelj. Za visokogorje je pa pomembno, da imamo kar orang čevelj. Se pravi, podplat se mora oprijemati tako skale, blata, melišča, naprimer vse, kar je pač v hribih. Potem fajn je tudi zaradi vrhnje plasti, mora biti nepremočljiva, ker vemo, da se v hribih vreme zelo hitro spremeni in tak čevelj je primeren za težje terene. Ti gorski čevlji pa nikakor niso primerni za hojo po mestu oziroma po asfaltu, ker dobesedno porežejo tiste čepke, ki so pripeti od spodaj. To so pa še merelke, ki jih obujem poleti, kadar je zelo vroče. Paziti moramo pa edino, kadar obujemo upanke, da se kam ne brcnemo ali pa da nas kakšne trne ne popraska, v glavnem, da jih imamo bolj za po asfaltnih površinah. Zdaj bi pa še povedala, zakaj je pametno, da obutev menjamo vsak dan. Pri redni rotaciji obutve podaljšaš življenjsko dobo vsakega para,
Potem tudi ta pena, ki je na supergah ali pa na čevljih, se čez dan, ko hodimo, kar splošči. Tako da je fajn, če vsaj kak dan počiva, da se spet naštima na isto debelino. Tako da to je tudi finančni prihranek na dolgi rok. S pravo obutvijo bo hoja, sprehod ali pa pohod zagotovo veliko bolj prijeten in pa lahkoten. Komentirajte, kakšno obutev imate vi najraje in katero priporočate. Tako, to bi bilo za danes vse. Upam, da ste kaj novega izvedeli. Napišite v komentar, kakšno obutev imate pa vi najrajši. Pojdite tudi vi na kak sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!